Kje ste se zaciklali? Kje ste se ujeli? Kje se vrtite v nekem začaranem krogu, v neki zanki? Coaching vprašanje danes je namenjeno predvsem temu, da pogledate na vaše vedenje, na vaše aktivnosti kot na nek vzorec. In ko delam s klienti 1 na 1 ali pa ko jih spoznam v okviru mojih delavnic, opažam, da se dostikrat ti vzorci ponavljajo, da se nekje zaciklajo v svojem miselnem svetu, v aktivnostih in ta cikel izgleda tako, da so, recimo, primer enega takega cikla, neverjetno motivirani na začetku in kar naenkrat se zgodi, da pridejo do prve ovire in kar naenkrat, to ni zame, ne znam naprej, rabim pomoč. In so ujeti to zanko, da potem spet dobijo malo pomoči, malo motivacije in potem spet, se zaustavijo. In težava je ta, ko se nekdo zacikla v nek miselni proces ali pa v vedenjski proces, da oseba ne pride naprej, ne gre naprej, ne doseže cilja, ne doseže rezultata. Dostikrat ljudje s tem, ko so motivirani za začetek, izgubljajo potem motivacijo, ker se nekje zaciklajo, ker hočejo biti nekje perfekcionisti, ker ne znajo dati po mizi, reči zadosti. In to coaching vprašanje danes je namenjeno predvsem temu, da nehate, da se ustavite cikle, da se ustavite vrteti neke vzorce za nazaj in nikoli ni dosti dobro in nikoli ne boste imeli dosti znanja in vedno je treba še kaj dodati in nek pravi trenutek mora biti, ali bo konec krize, ali bo začetek krize in tako naprej. In pazite nekaj, to je naša nova realnost, v tej novi realnosti se moramo naučiti živeti čim prej. To pravi že Darwin. In v svojih nagovorih, ko pravi, da ne bodo tisti najmočnejši preživeli, bodo tisti, ki se bodo znali najhitreje prilagoditi. In če se vrnem k mojemu današnjemu coaching vprašanju, kdo se najhitreje prilagodi? Tisti, ki se najprej reši ven iz svojega cikla. Iz zaciklanosti, iz ujetosti, iz te podganje dirke, iz tega ponavljanja enega istega vzorca. Ker priložnosti so vse povsod. Možnosti, da naredite preboj, so vse povsod. Kaj čakate? Kje točno ste se zdaj ujeli? In kako lahko reste ven iz tega? Čim prej. Kajti sami sebi in ljudem, ki jih imate radi in potencialnim strankam, s tem, ko ste vi zaciklani, ne dajte vrednosti. Ne dajte znanja, ne dajte izkušnje, ne dajte storitev, ne dajte vaših produktov, karkoli že počnete. In če to velja za odnos, je tam še huje. Zakaj? Ker s tem, ko se ujamete nek vzorc, v nek cikl, ko se zaciklate, potem tudi če bežite ven iz enega odnosa, boste te iste zaciklanosti in te iste vzorce prenašali tudi naprej. Kje ste se zdaj točno zaciklali? Kje ste se zdaj zaustavili? In kako lahko reste ven iz tega? Čim prej. Čim prej se premaknete ven in se osvobodite. Kajti vi niste vaše vedenje. Vi niste vaše vedenje. Kar pomeni, da se lahko rešite, se lahko premaknete naprej, lahko dosežete rezultat, ki bi radi dosegli v svojem življenju. Res bom hvaležen, če komentirate. Ne pišete prvi stavku. Aleksandar, to, kar si danes delil z nami, mi je pomagalo, da sem naredila preboj razmišljanja. Hvaležen bom, da napišete kakšen drugačen komentar, feedback. Tudi, če vam kakšno vprašanje ni všeč, mi povejte, to je neumno vprašanje. In hvaležen bom, če všečkate. Hvaležen bom, če delite, če mislite, da nekomu to vprašanje lahko koristi. Če nekomu lahko pomaga, da razširi svoj pogled na svet, svoj zemljevid sveta, če nekomu lahko koristi, da se premakne hitreje proti svojim ciljem in sanjam, to naredite. Vesel bom vaših komentarjev, všečkov in delitev. Hvala lepa in danes naredite en korak ven iz tega cikla.